Ja, spet pakiram. A kam grem tokrat? No, tokrat se pa podajam na eno tako evropsko pot, končno, iz Budimpešte do Ljubljane. A ja, pozabila sem omeniti, da grem peš. Ja, nameravam prehoditi 500 kilometrov, verjetno bo na koncu celo več, od Budimpešte do Ljubljane. Letos, julija, čez zelo kmalu. Praktično ta teden. Tako da v bistvu, ko to gledaš, sem verjetno že na pot. Ali sem pa še vedno nekje v Budimpešti. Ne vem. Itak ta prvo vprašanje, ko dobim, je zakaj. Zdaj jaz bi rada ful imela tule neki globlji razlog, neki tak res intelektualen, globok. Tak, ko not pogledaš, pa se ven ne vidiš več. Ampak iskreno povedano, več ali manj za foro. Dala sem si izziv, zato ker me ful zanima, koliko daleč pa koliko pogosto lahko vsak dan hodim, dokler se ne naveličam hoje. Jaz zelo rada hodim, tako ko enkrat začnem, ure minevajo, brez da bi jaz sploh registrirala, da minevajo. V bistvu sem najbolj se presenetila aprila letos, ko sem šla prehodit 34 kilometrov, tako malo za foro. Zbudila sem se v petek zjutraj in sem si rekla, jaz bi jutri rada prehodila 34 kilometrov. Pa sem šla na slovensko obalo in potem sem na koncu prehodila skoraj celo slovensko obalo v enem dnevu, kar je na koncu bilo 39 kilometrov. In dejansko nisem šla domov jokat po tuš, zato ker je bilo to grozno. Dejansko je bilo ful zabaven. Ful zabaven. Ko ta dan mi bo za vedno ostal v spominu kot nekaj najbolj kul, kar sem naredila letos. Zdaj seveda moram prehoditi celotno slovensko obalo, a ne? Kaj to zdaj zadnjih 4 kilometre pustiti, to meni zdaj ne da miru. Potem že od takrat dalje se sprašujem, kaj pa jaz lahko zdaj naslednja stvar naredim. Pa sem razmišljala vse te standardne izzive, o katerih veliko berem na internetu, pa sem si pa rekla, kaj pa če jaz hodim od Budimpešte do Ljubljane. Šla sem na koncert s prijatelji, od enih drugih prijateljev, in potem po koncertu smo vsi sedeli pa se malo družili in naenkrat sem le tako, kaj pa vi mislite, če jaz hodim od Budimpešte do Ljubljane? Valjda so vsi Američani so bili samo tako, where's that? Kje ta tanko že Budimpešta? Sem rekla, na Madžarskem. Ko, ja, koliko držav boš pa pol mogla prehoditi? Ne, Madžarska je zraven Slovenije. Ja, koliko bi bilo pa to? Ja, malo več kot 500 kilometrov. Sorry, pa sem pol pretvorila v milje, kar mislim, da je bilo nekje 260 milj, saj ne vem, 207, 230. In potem, ko sem pretvorila v ameriške enote, je bila taka malo daljša tišina, ko so se vsi malo spogledovali. Jaz sem čakala in potem so rekli, ja, veš, če bi kdorkoli drug to rekel, bi si rekli tako, a si ti okej? Moramo poklicati koga? Te vpišemo v kakšen pomirjevalni tečaj? Ampak ker si to ti, dejansko ni toliko zelo šokantno. In potem sem si rekla, ne, saj verjetno ne bom. In potem sem šla spat in vsak dan razmišljala o tem. Ampak itak sem se takrat na licu mesta odločila, da bom jaz to naredila. In potem sem v bistvu v začetku junija začela to malo planirati. Junija sem javno prvič povedala, sem naznanila svojo mega pomembnost na internetu in takrat dalje odštevam dneve. Zdaj, kako pa kaj, ne vem čisto točno še, pot nimam zarisano, ne maram glih najbolj planirati stvari. Ta izziv je prvotno, ja, rada bi ful prehodila, ampak iskreno povedano ne vem, kako se bo sploh moje telo odzvalo, da bom hodila ful čisto vsak dan. Pa tudi nočem načeloma vedeti, kaj se bo naslednji dan zgodilo, hočem tako živeti res iz momenta v moment, pa vzeti vse v zakup, pa pol pogruntati stvari, ko pride čas za to, da jih pogruntam. In ja, seveda je izziv, valjda bom posnela stvari, nakupila sem si čisto preveč opreme, nove, ampak dobro, vse te stvari jaz gledam že več let
In ves čas sem si govorila, nimam jaz zares razlog, da bi jaz vrgla tako 200-300 dolarjev skozi oken za te stvari, glede na to, da realno sem nehala snemati. Zdaj sem si pa rekla, okej, zdaj pa imam izgovor, da si jaz kupim ND filtre pa to stojalo pa te fore in seveda bom čim več posnela, kar se bo le dalo, zaradi tega, ker mi je to največji užitek in dejansko komaj čakam, da bom ustvarjalna čisto vsak dan pa gledala okoli sebe, kaj zanimivega je, da lahko posnamem pa pokažem. Zdaj se veselim, da bom imela tako svobodo nekaj časa. Tudi če je samo, ne vem, malo več kot 2 tedna. No, v glavnem, zdaj sem jaz tako ful zabredla v neke globoke teme, pa sem rekla na začetku, da ni nič globjega tukaj. Očitno je. Očitno ne grem sam za foro. Očitno je, da to moja duša rabi. Pa moje telo tudi, mater vola, si sam sedim zadnje čase pa bulam v računalnik, zato ker toliko enih stvari za narediti. Pa če so kake želje za kakšne stvari, ki naj jih pokrijem vmes, mi kar napiš v komentar. Jaz bom probala biti bolj aktivna zdaj na teh slovenskih socialnih omrežjih tudi. Hvala, da ste tukaj. Hvala, da me spremljate. Kakorkoli počnem to že ful let, še do zdaj se še nikoli nisem navadila, da ljudje dejansko spremljajo moje vsebine in da se vrnejo na moje vsebine. To mi je tako malo. Več kot to pa nimam zdaj trenutno za povedati. Se vidimo v prvem delu te poti.